Hladen sobotni večer v Ljudskem vrtu, najprej s temperaturo pod ničlo in prezebljimi gledalci na tribunah, ob koncu tudi z rezultatom, ki je dodatno zmrazil vse prisotne. Domžalčani so slavili s presenetljivih 3-1, čeprav začetni trenutki česa podobnega niso napovedovali. Mariborski nogometaši so krenili sredine igrišča in že v 17. sekundi prišli do prvega udarca v okvir gola. Berić je podal do Ibrahimija, ta pa po preigravanju zadel vratarja Vidmarja. Tedaj nihče ni bi pomislil, kaj bo sledilo. Neverjetnih 20 minut v znamenju Domžalčanov, ki so si po nenavadnem scenariju iz 3 udarcev tlakovali pot do 3 točk. Povedli so že iz prvega poskusa v 3. minuti. Kot je izvajal Kovs, Knezović žogo z glavo usmeril na dolgo vratnico, kjer je ostal neoviran Vuk in uspel ob vratnici žogo spraviti v mrežo. Nepričakovan začetek je dodatno usmeril mariborske moči v napad, Domžalčani pa so izkoristili prostor za izpeljavo proti napada in dosegli še drugi gol. Čadikovski je popeljal žogo čez mariborsko polovico igrišča, podal proti kazenskem prostoru. Sledil je hiter odziv Vuka in ob soočenju s Pridigarjem je domžalski napadalec zadel še drugič. Šokantnih 17 minut se je razpletlo z novim kotom in še enim, 3. golom za Domžalčane. Kovs, tudi tokrat v vlogi izvajalca, žoga se je odbila do roba kazenskega prostora, kjer jo je pričakal Balkovec in z izjemnim udarcem poslal v mrežo. Prvi gol enostavno izredno močen predložek pred naš gol. Tu smo zamudili pri prvem in pri drugem skoku. Njihov 3. gol je res nek ekstra udarec z razdalje, drugi gol pa je enostavno, ko človek ni z mislimi tu, ampak misli, da bo vse lahko, potem se to zgodi, ni opravičila. Dokler so vijoličasti povezali vrste, so gostje izvedli še en protinapad. Ušel je Čadikovski, ob soočenju pa z uspešnim posredovanjem tokrat zmagovalec Pridigar. Nekaj je bilo treba ukreniti in ob nezadovoljstvu s prikazanim že v 27. minuti odziv z vijoličaste klopi. Iz igre Filipović v igro Smrekar. Krenilo se je v boj za izboljšanje vtisa. Po akciji na robu kazenskega prostora si je priboril položaj za udarec Cvijanović, a ni bil dovolj natančen. Ob naslednjem poskusu Fajića, ki mu je podal Smrekar, se je izkazal vratar Vidmar in preprečil zmanjšanje zaostanka. Pred odmorom še ena obetavna situacija pred domžalskim golom. Po podaji Vilerja se je Smrekar spretno otresel 3 gostujočih branilcev, pritekel do soočenja z vratarjem, toda nameril čez gol. Kaj natanko se je med polčasom dogajalo v mariborski slačilnici, lahko le ugibamo. Se pa je tekma po odmoru nadaljevala z obleganjem domžalskega gola. Najprej z dvojno grožnjo. Milec je podal do Smrekarja, tudi ob njegovem udarcu znova uspešno posredovanje Vidmarja. Potem pa kot s predložkom Ibrahimija v skoku Mevlja, a žoga nekaj centimetrov mimo cilja. In kmalu še ena zapravljena predložnost. Milec je v gostujočem kazenskem prostoru našel Fajića, ki si je priboril položaj za udarec, vendar nameril mimo gola. Med številnimi poskusi, da bi našli pot do mreži, vijoličasti niso dočakali niti 11-metrovke. Viler je podal do Smrekarja, ob njegovem predložku pred vrata je žoga zadela skubica v roko, a sodnik Ponis ni označil kazenskega strela. Pritisk se je stopnjeval, še enkrat dvoboj Smrekar-Vidmar in znova uspešnejši domžalski vratar. Tokrat je dosegel namen s pravočasnim posredovanjem iz gola. Napadi so se vrstili v naslednjem poskusu Cvijanović, brez želenega razpleta. In ob tolikšnem številu priložnosti je bilo nemogoče, da bi bila domžalska mreža ostala nedotaknjena. V akciji za zmanjšanje zaostanka je Berić z roba kazenskega prostora podal na desno stran do Mejača, ki je poslal žogo pred gol, Fajić pa je iz bližine zabil pod prečko.
Vmes so Domžalčani izkoristili prostor še za en protinapad, Pridigar pa je ustavil poskus Slobodana Vuka. V končnici še zadnji mariborski naleti. Po kotu je bil znova v glavni vlogi gostujoči vratar. Vidmar je ubranil poskus Beriča. Ko ni branil vratar, pa se je kot zadnja ovira pojavil okvir gola. Podal je Viler, Cvjanović do udarca z glavo, žoga pa od prečke čez gol. Mislim, da smo imeli več kot dovolj priložnosti, da obrnemo tudi rezultat, ampak če ne zadanemo iz takih priložnosti, potem sigurno ne moreš osvojiti točke, kaj pa šele zmage. Ob vse prej kot običajnem dogajanju je ostalo 1-3 na razpletu, ki je privedel do zmanjšanja razlike med vodilnima na 9 točk do nadaljevanja prvenstva po reprezentančnem premoru. Naslednja tekma, vijoličaste čete, bo na sporedu 27. marca v Celju. Mislim, da smo nas danes zelo presenetili, vse nas, mislim, tako tudi navijače, vendar se zgodi, vsak lahko ima malo slabši dan, včasih pa mogoče, ne vem, iz ene priložnosti damo en gol, z dveh priložnosti dve gol, tako pač je v nogometu, ne moreš vedno vsaki priložnosti zadeti. Danes mi tudi nismo, v prihodnje upamo, da bo boljše.